Hvaležno pozdravljeni, gledate oddajo Klepet ob kavi in danes bomo govorili o alergijah. In brez skrbi ne bomo govorili o tem, da je po toči zvoniti prepozno, kajti zaupali vam bomo, kaj lahko naredite po sistemu 3 stebrov s prehrano, z navadami in z dopolnili, med nosečnostjo, še pred nosečnostjo in seveda tudi kasneje, ko se alergije pri otrocih že pojavijo. V svoji družbi hvaležno pozdravljam dr. Urška Videmšek, lepo pozdravljena, dobrodošla. Alergije so problem, dejstvo je, in prav vsak, ki se z njimi ukvarja, pravi isto, da jih je vedno več. Res je. Čedalje več je alergij na splošno, ne samo pri otrocih, tudi pri odraslih je čedalje več alergij. Vzrokov za to je pa ogromno. Med drugim tudi to, da živimo v eni taki toksični juhi in smo obkroženi z različnimi toksini, z različnimi strupi, težkimi kovinami in to se kopiči enostavno v nas. V otročkih se kopiči, v nas se kopiči in naša telesa enostavno tega ne zmorejo procesirati več, da izločijo na dnevni ravni. In to govorimo predvsem o jetrih, o črevesju, da je obremenjeno s tem, plus še vsi ostali organi, ki so še obremenjeni. Strani še ene znane zdravnice sem slišala, kako je lepo povezala, da velikokrat, ko je ženska noseča, pa se preseliš v nov dom ali pa prenavljaš nov dom in pol imaš na koncu probleme z alergijami pri otrocih. Je to res? Je ta povezava zadaj, da vse te nove stvari, ki so polne pravzaprav še te kemije, von po novem, od katerega smo bili včasih odvisni, da je ravno to tisto, ki lahko povzroča težave? Res je. Zaradi tega, ker to gre za kemične substance, ki jih naše telo enostavno ni jim domače, ne zna z njimi nič početi, ne zna jih niti prebaviti, če rečem pod narekovaji, ne zna jih izločiti iz telesa. In ravno ta nova stvar, ta nov von, je poln toksinov. In moramo mi vedeti, če že samo pobelimo stene, mi to vdihavamo, če se stene dotaknemo, je to kontakt, to se usrkava preko kože, gre takoj v naše črevesje, jetra, in to je tisto, kar nas obremenjuje. Danes bomo takole odprli tole Pandorino skrinjico, kar se tiče vseh teh alergij, ampak kar sem sama opazila, ženske, ki se pripravljajo na zanositev ali pa so že noseče, imajo ogromno motivacije, da začnejo živeti bolj zdravo. Kateri organ oziroma kaj je tisto, kar je bistveno za to, da naredimo nekaj v tej smeri, da nam otrok ne bo imel težave z alergijo? Ali je to dermatitis, ali so to prehranske potem posebnosti in vse te zadeve? Kaj je tisto bistveno? Prvo kot prvo, črevesje. In pa seveda moram še jetra tudi omeniti, ker to je vedno povezano. In to je super, če ženska, ki se odloči, da bo imela otroke oziroma da načrtuje družino, da se to odloči tisti trenutek tudi za čiščenje organizma, da podpre črevesje, da res konkretno začne delati na črevesnem biomu. Ker to je res ključnega pomena. Ne samo zdaj, ko se pripravljamo na nosečnost, ampak preko cele nosečnosti, potem pri porodu, tudi potem, ko še otročka dojimo. To je ključnega pomena. Torej, dojenje kot tako, potem vaginalni porod, da se načrtuje. Vsi ti otroci so ugotovili, da imajo boljši mikrobiom, torej več različnih bakterij v črevesju in to naj bi prispevalo k temu, da je ne samo boljši imunski sistem, boljša odpornost, ampak tudi manj možnosti za pojav vseh alergij. Kakšen pa je tvoj komentar k temu, da naj bi uživanje antibiotikov povzročalo oziroma oslabilo na koncu koncev to našo zaščito in bilo povezano tudi z tem, da se lahko kasneje pojavijo različne alergije ali celo astma v nekaterih primerih, en kar grozen statistični podatek, če je tukaj prisoten antibiotik v prvih 2 letih življenja, je 50% možnosti več za pojav astme v kasnejših letih. Res je, antibiotik, ko mi uživamo, on ni izbirčen, on enostavno pobije vse. Vse, kar je dobrega, vse, kar je slabega, kar se črevesja tiče, tudi vse posod druge, vse te mikroorganizme pobije. In mi moramo vedeti, otročki pa ne zaužijajo samo enega antibiotika, ampak v nekaterih tudi v večkratnem zaporedju več količin zaužijajo. In tukaj gre pa za to, da je potem porušen črevesni biom, posledično, ker se ga ne krepi nazaj,
mi samo nalagamo na ta porušen biom, še bolj porušenega, nov antibiotika in smo v nekem začaranem krogu. Tako da, če se le da najti neke naravne rešitve za vse te virozice pri otročkih, da se izognemo antibiotika, ker moramo vedeti, če pri odraslem človeku po zaužitem zadnjem antibiotiku rabimo brez probiotične podpore 6 mesecev, da se črevesje obnovi, otročki prav tako potrebujejo. Ja, absolutno. Zdaj smo odprli kar neki fronta. Malo smo povedali toksini iz okolja, nova hiša, novo okolje ali pa prenove v tistem času. Malo smo odprli te fronte antibiotikov, mogoče tudi nova tematika za marsikoga. In če greva zdaj dejansko po vseh teh 3 stebrih, bi se verjetno strinjali, če obdelava najprej to obdobje nosečnosti, pa tudi sam porod, da je tukaj bistven torej ta mikrobiom. Mikrobiom je tukaj ključnega pomena. In za vse tiste, ki ne veste, mikrobiom je dejansko organ v našem, nov organ mu pravijo, in dejansko se zadeva tukaj krepi, tukaj so tiste dobre črevesne bakterije, celo do 2 kilograma ne bi bilo težko vse skupaj, se pravi, kako pa bomo krepili mikrobiom, so tukaj tudi kakšna dopolnila, ki jih priporočaš kot številko 1 pred, med, po v vsem tem obdobju in tudi za otroke? Tukaj bi jaz rekla prvo kvaliteten probiotik. Teda jaz bi tukaj mogoče izpostavila mikrobiom 30, ker bomo tukaj lepo pokrepili, kar se črevesja tiče. Je majčkene kislega okusa, ampak je pa super zadeva za naše črevesje. Se pravi 30 vrst sadja, zelenjave, semen in oreščkov. Ja, vse je skrito tlele notri, sfermentirano. Nič ni pospešene fermentacije, tle gre za čist naravni postopek fermentacije in tukaj res dobimo maksimalno od teh sadja, zelenjave, oreščkov. To se pravi ne samo mikroorganizme, dobimo vitamine, encimsko podporo, ni da ni, kar je tlele noter. Teda to je ključno res. Ker velikokrat vidim, da nosečnice pa mamice pa tako, ogromno je zdaj na trgu teh sintetičnih multivitaminov za to obdobje. In premalo se govori o tem, da sintetika dejansko slabo vpliva. Kako sama vidiš, kako delujejo vsa ta sintetična, pa sploh nima veze, ali je D vitamin, ali je C vitamin, ali je karkoli sintetika. Kako se obnaša sintetika v našem telesu? Problem sintetike je ta, da mogoče v tistem trenutku, ko jo zaužijemo, se nam zdi, wow, kak dober efekt. Mogoče zaradi tega, ker je bilo hudo pomanjkanje v ozadju, in v tistem trenutku sintetika prav paše na to mesto. Če pa mi dolgo časa uživamo sintetiko, se pa enostavno zgodi to, da telo ne ve, kaj bi počelo s temi kemičnimi strukturami. Navajeno je naravne strukture, tisto znamo in prebaviti in razdelati na posamezne molekule. Pri kemiji pa mi tega ne znamo. In potem se ta kemična substanca začne kopičiti nekje v telesu, ali v kosteh, ali v sklepih, ne vem, plodovnici, kjerkoli se lahko to kopiči in zaradi tega, če se le da, naj bo to naravno. Ja. Evo, če pogledamo torej, kaj je na seznam dr. Urška Videmšek dala kot eno izmed možnosti za nastavek alergij. Poglejmo si tale seznam skupaj. Na tem seznamu najdemo torej, da bodoče mamice niso očistile svoje telo toksinov, torej tukaj se res v tem obdobju priporoča priprava. Potem cepiva so se tudi znašla, pretiravanje s higieno in razkuževanjem, to namreč uničuje tiste dobre bakterije, potem imamo zdravila, antibiotiki, pomanjkanje hranilnih snovi, premalo želodčne kisline, še posebej pri otrocih, premalo gibanja življenja, ki je odmaknjeno od narave, se pravi, tukaj vidimo predvsem pri mestnih otrocih večji problem, kakor pri otrocih, ki živijo v naravi, v podeželju in so kar precej umazani. Nepravilna prehrana, govorimo predvsem o tisti hitri hrani iz vrečke in pa seveda ima nek vpliv tudi dednost. Torej, alergije se pojavljajo na kakšen način, vse smo rekli, kot težave z kožo, s prebavo, senen nahod, težave z dihali, sama tudi nespečnost, hiperaktivnost in nemirnost. Enkrat sem slišala, da je dober način, da preverimo utrip svojega srca pred obrokom pa po obroku in da vidimo, ali smo
reagirali. Je to res? Res je pri teh hitrih reakcijah. Ne. Moramo pa vedeti, da alergijske reakcije so lahko tudi zakasnele, majčkeno počasnjene. Ne. Teda, če sumimo na neko alergijsko reakcijo, je smiselno, recimo, če smo že pri hrani, da to zaužijemo in postopoma opazujemo. Takoj po obroku utrip, čez 2 uri, čez 3 ure, mogoče naslednji dan, ne, da vidimo, kaj se sploh v telesu dogaja, ker alergijske reakcije niso samo na koži, ampak zajamejo celo telo. Se pravi, alergijska reakcija dejansko pomeni, da celo telo gre kaj? V preživetveni nagon, ker prebere, da nekaj ogroža. Nekaj ogroža, hitro se vnetje sproži v telesu, to so ta skrita vnetja po telesu, ne, in pa tudi točno ne vemo, kje to se dogaja, ne, in potem se še histamin začne izločati, ne. On je pa tudi odgovoren za te srbečice, za razne te ekseme po koži, ne. In tukaj je ta problem, ker je to eno tako hudo vnetje po celem telesu, ne samo na koži tukaj, ker imamo eksem, na primer, ne. Evo, tukaj smo sprejemali tudi vaša vprašanja na temo alergij. Veliko je bilo kontroverznih teh vprašanj, sploh v povezavi s cepivi. Tukaj ne bova veliko časa porabili za to točno dotično, mogoče se klepet nadaljno razvije preko socialnih in družabnih omrežij, je pa vendarle tukaj vprašanje na mesto, ali sodobna medicina zdravi alergije drugače kot zdravi napredna medicina, holistična medicina, kjer gledajo na telo ne kot na stroj, ampak kot na vrt in povezujejo organe med sabo. Je tukaj razlika v tretiranju? Še vedno je razlika, ne, klasična medicina nažalost še vedno samo umirja reakcije. Se pravi, jih duši? Duši jih dol, ne, oni ne iščejo vzrokov, ne iščejo, kje je to vnetje, ne iščejo, zakaj je prišlo do tega. Medtem ko pa pri holističnih metodah, ne, zdaj, tukaj jih je ogromno, ne, tukaj je najboljše, da vsak poišče tisto metodo, ki mu odgovarja. Tu pa pogledamo človeka kot celoto. Ne? Ker nekateri odreagirajo na kožo, nekateri na sluznico, nekateri s črevesjem, nekateri samo z določenim organom. Ne? In nekaterim tudi ves čas iz nosa teče, Točno, tudi točno. ker ni sezone recimo za prehlad. Ne? In oni pogledajo res celotno telo, ne samo ta organ ali pa ta organ, in potem vse v osnovi začnejo tudi s procesom zdravljenja v ozadju. Vprašanje tukaj pri sami uporabi kortikosteroidov, to je zdaj zelo pereča in aktualna tema že leta in leta in leta. Odraslih, ki se kot odvisniki odvajajo od kortizolov in seveda tudi gre na slabše najprej, sploh kar se kože tiče in podobno. Ampak ali lahko mikrobiom 30 uporabimo tudi atopično, se pravi na samo kožo? Mikrobiom je za take stvari fenomenalen. To lahko povem čisto izkušnjo mojega moža. On ima kronično vnetje nosne sluznice. Naredili smo raztopino 1:3, 1:4, zdaj tukaj mora vsak majčkeno oceniti, v razpršilko in se samo v nos direkt šprica ali pa direkt po koži pošprica. Mogoče bo tisti trenutek majčken zapeklo, ne, tako da otročki bojo majčken pojokali, ampak tako blagodejno potem deluje, ker resnično takoj vidiš, da se začne koža celiti, sluznica celiti, ne, ni več tistih krvavih, rečemo, krastic v nosku pri otrocih, ne. Takoj, tako da tole je fenomenalna Se pravi, rešitev. in 1:3 varianta za kožo, za vnos. Ja. Vem pa, da si marsikatera ženska tudi pripravlja, ko se pripravlja na porod, da si v bistvu vagino spira in da je to tudi trik, če imaš kakšna vnetja ali karkoli, spiranje vagine z nek 1:3 varianta, da se spira tudi z mikrobiom 30, to je se pravi super, ferment. ker mi moramo vedeti, da ženske imamo praktično še en biom, to je vaginalni biom, ne, in za tega je treba res nujno poskrbeti pred porodom, oziroma to obdobje nosečnosti in po porodu, ne, in takrat, če si spiramo s temlem, to je res super zadeva, pol manj bo vnetij, hitreje se bojo zacelile kakšne poškodbe, kakšni rezi, če so bili presredki prerezani, hitreje se bo to zacelilo, nobenih težav ne bo, tistih ogromnih, ne, in tole je res
prva pomoč pri vsem skupaj, ne? Odlično. Torej, ko smo pri samih dopolnilih, obdelali smo navade, obdelali smo prehrano, kjer bo treba vršiti ven vse, kar je povezano z procesirano hrano, pa verjetno največ problemov povzroča svinjina, pa mleko in mlečni izdelki. Pa pšenica. Pšenica kot taka. Če greva pri dopolnilih, se pravi, rekli smo mikrobiom 30, za nosečnice, za porodnice, za otroke, kasneje torej za vse, na kožo spit in vagino spirati, se pravi na vse univerzalne. Vse univerzalni. Potem pa verjetno pri alergijah kaj tudi omega-3? Omega-3 so super. Iz alg. Iz alg, ja, to je preverjeno, da so brez težkih kovin, brez okoljskih toksinov, ne. In tudi otročkom, ne se ustrašiti, ker vsi imamo v mislih omega-3 potrebujejo oni samo za razvoj možganov. Ne, oni tudi rabijo za razvoj imunskega sistema omega-3, ne. Teda tudi otročkom. In pa D-vitamin. Ja, to pa definitivno, ja. Ok, odlično. Hvala lepa za vse te informacije. Še veliko več teh informacij lahko najdete na klepetobkavi.si, kjer smo za vas pripravili en tak daljši članek, povzetek vsega tega. Samo napišite alergije Klepet ob kavi v iskalnik in verjamem, da boste prišli ravno tja. Tam najdete še marsikaj drugega koristnega, tudi seznam izdelkov, ki se priporoča, seznam navad in pa seveda na koncu koncev tudi tista prehrana, ki je ustrezna, pa seveda številni recepti, zaradi tega, da to teorijo prenesete v prakso, kajti tukaj se najde smisel. Gledajte nas še naprej, pripravljamo vam še več zanimivih, predvsem pa koristnih vsebin. To je Klepet ob kavi.